Letališče Porto, gremo v Bilbao. Ja. Malo sem utrujen, tako zaspan, čeprav sem spal. Hello. Zadnja epizoda Bilbao. Kaj ne rečem? Šel sem do konca svoje poti. Salama poti. Salama mi je zdaj počasi gledala na ušesa ven. Ampak to zato, ker sem si jo not tlačil, ker v usta nisem mogel več. Bilbao. Hostel super. Zelo lepo. Še dogodke imajo. Zvečer imajo neke karaoke, družabne igre. Ampak ni mi bilo toliko do tega, pa sem šel sam na en sprehod. Ta svoj klasični prvi sprehod, da vidim, kaj mest ponuja. In? Veliko je takih ulic, veliko turistov je, vroče, tudi zvečer. In potem naletim na eno zanimivo stavbo, knjižnica, ki je steklena. In na teh oknih, steklu, so citati iz knjig. In en izmed citatov je v slovenščini. Očetovo hišo bom branil pred volkovi. In to mi je bilo tako lepo, ker sem zdaj že pogrešal malo Slovenijo in dom. In to me je tako pobožalo. Grem domov. V Bilbao tudi imajo veliko teh parkov urejenih. Na splošno v Španiji sem opazil, da imajo zelo lepe parke. Ful hud park sredi mesta, tam so štange. Fantje trenirajo, seveda. In potem ful tak lep park, res. Pa gremo kroto. Takrat se nisem dvigal, zato sem se zdaj 2 let kasneje. Nikoli ni prepozno trenirati. Po tem lepem parku sem šel naprej in naletim na zelo lepe fontane. Tako da sem tle si musko dal in gledal te fontane, kako plešajo. Ja, te fontane so mi pasale, moram priznati. Pomirile so me. Tako da pomirjen zdaj hodim naprej in naletim na neke luči, ki so mi tako všeč bile. Zanimiv način razsvetljave, da na umetniški način osvetliš mesto. Na splošno ima Bilbao arhitekturo kar dobro. Res lep mesto.
In tudi narejen je tako kot Porto, da ima reko, ki teče proti morju in na enem bregu je spet en hrib, na drugem pa tudi. Ful lepi hribčki, tako osvetljeni. Dober lens flares, ja, okej. In sem jaz zdaj hodil ob tej reki cel večer. Naletim na neka igrišča, kjer so igrali basket. Sem prosil za žogo, pa sem malo metal na koš. Nisem upal igrati basket, ker nisem imel ta prave obuce, pa noge so me bolele. Tako da sem se sam še sprehajal ob tej reki in šel do hostla. Pridem v hostel in tam imajo karaoke večer. Ampak so ljudje tako slabo peli, da niti ona salama v ušesih ni pomagala. Tako da sem šel spat in naslednji dan imam nov plan. Plan za naslednji dan je bil iti pogledat stavbo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Zakaj? Bom razložil. Leta 2017 sem jaz pošiljal veliko prošenj za dela. Ena izmed teh je bilo pripravništvo v tej agenciji v Bilbao. In glih vmes dobim drugo službo, tako da sem to pripravništvo mogel zavrniti, ki bi trajalo 6 mesecev, ta služba pa več let. Tako da se ni šlo, ampak vedno je stalo vprašanje, kakšen je Bilbao, kako bi mi bilo. Tako da sem si rekel, da bom ta dan izkoristil, da grem pogledat to stavbo. Tako da sem šel na to pot, imel sem Bilbao turistično karto za javni prevoz in prišel sem do enega kot nekega naselja, kot neko Domžale, tako malo izven Bilbao je to. In so imeli glih nek tak dogodek. To je kada je nek otroški bazar. Sobota je moj zadnji dan. Sobota je moj zadnji dan. Danes sem vzel turistično karto za 10 evrov, da se lahko vozim povsod z metroji, z busi in se sprehajam že pol ure. Čevap se peču, brige ni. Ej, zanimivo. Tole bi lahko imel v Ljubljani, kaj je tazga. Skratka. Najdem jaz to stavbo te agencije, zaprto, ker je sobota. Pogledam, pač, nič kaj, jaz sem mislil, da bo nek katarzični moment, ampak v redu. Cool, stavba ka stavba. Ampak mi je bilo všeč, da sem šel pogledat tudi to stvar. Potem se odpeljem nazaj do Bilbao, odnesem par stvari v hostel in vidim, da imam jaz s to svojo turistično kartico tudi žičnico lahko uporabim. In imajo eno žičnico, ko greš na en hrib in potem imaš razgled na Bilbao. Tako da sem to šel in to je bila zelo dobra odločitev.
spet en zelo lep park, gor sem jedel in užival v razgledu na Bilbao. Res je lep mest, všeč so mi taka mesta, ki imajo tako reko, pa neko gorovje okrog, ob tej reki lahko hodaš do morja. Tako da kar lepo. In zdaj mi je ostalo še popoldne in večer. Kaj delati? Bilbao ima veliko muzejev, med drugim tudi Guggenheimov se mi zdi, da je ta. Tako zanimiva stavba. Njega sem šel pogledat, ampak je predrago mi bilo to. Sem pa najdel enega, ki je bil zastonj, pa sem šel v tega. In to je zdaj neki slik iz tega muzeja. Malo tudi groznih vidim. Drž se, imaš to, veter piha. Imaš to. Bravo, izdržal si. Tako da sem se po tem muzeju malo tam prebijal. Zanimive slike v mojem stilu. Bližal se je počas večer, vreme ni bilo najbolj idealno, neka nevihta se je pripravljala. Jaz sem pa hotel iti še do plaže, ki je bila pa 1 uro z busom stran. Hotel sem pa zaključiti, to je bil moj zadnji dan, jutri letim domov. Hotel sem zaključiti na plaži, da se okopam še. In sem se odločil pa, da grem, kaj se. Če bo pa nevihta, bo nevihta. In sem šel do avtobusne, počakal bus, z busom 1 uro se vozil do plaže in pa šel na plažo in je bilo kar lepo. Zdaj sem se, izkoriščam turistično karto na najslabši možen način. Zdaj sem se 1 uro vozil z busom, da sem prišel sem na to plažo. Tukaj tam dol neki. Ampak mi je všeč, da imajo tako zažvet lepo tle, bloki so, neki stanovanjske hiše, bloki. In potem zeleno in plaža, stari moj, ne, ono, kaj je poseljeno vse, pozidano, trgovina do trgovine. Jaz sem pa pozabil in in pelerino. No, uspel sem se okopati. Ni. Lepi klifi, tako. Ampak res mi je všeč to, da lahko živiš tle. In so sami domačini. Mislim, da sem zelo utrujen od vsega skupaj. Noge me ful bolijo. To je to. Bilbao. Last stop. To je bilo to od tega Bilbao, bi jaz rekel. Zvečer sem šel v hostel nazaj in je tam, kjer so te karaoke pa to, je bil nek model, se je usedel zraven mene, se začel pogovarjati iz Brazilije in je seveda bil tudi on gej. In pa sva šla na en sprehod še midva. Sem rekel, očitno je to tema tega mojega salama potovanja. Salama, ne? Za konec si pa lahko pogledamo še nekaj lepih posnetkov teh klifov. In to je to. Adijo.